Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Ko pridemo v stik z narcisom ali če živimo z njim ali če smo skupaj z njim v službi, sem že v preteklosti povedala, da zamaje naš notranji svet. Zakaj? Zaradi tega, ker je narcistično ravnanje tako zelo drugačno od normale. Kaj je normalno? Normalno je to, da se ne kregamo. Normalno je to, da na drugega čustveno ne pritiskamo. Normalno je to, da prisluhnemo. Normalno je to, da poskušamo razumeti. Normalno je tudi to, da lahko rečeva, se strinjava, da se ne strinjava. Ampak v vsem tem skupaj ni nobenih osebnih napadov, ni poniževanj, ni nalaganje krivde, ni čustvene manipulacije. In narcističen svet ali narcistično ravnanje, vedenje je odstopanje od normale. Imamo tudi druge osebnostne motnje z malo drugačnimi karakteristikami, ampak skupek je pa to, da je to odstopanje od normale. Lahko se, če boste narcisu, osebi, ki ima narcistične vsebine, povedali, da odstopa od normale, bo on rekel ne. Ti odstopaš od normale. Vsi ostali ljudje se bodo strinjali z mano, kar vprašaj malo, koliko si ti čuden ali pa koliko si ti čudna. Pej pa se nekam pogovoriti, pa ti bodo povedali, da nisi v redu, da je s tabo nekaj narobe. In stvar je v tem, da mi temu začnemo verjeti. Mi temu, ker je narcis, ker v narcističnem ravnanju, v tej energiji, ki jo ta oseba ima, je tako močno prepričanje, je tako močno prepričanje, da je samo tako in prav in nič drugače. In ko nekdo nastopa s tako močnim prepričanjem, podvomimo vase. Pa se mogoče se pa res moti, mogoče mu pa delam krivico. Mogoče bi ga pa mogla bolj razumeti. To njegovo ravnanje, on je zelo dober človek, ampak ker je imel tako težko otroštvo, ker je bil ranjen v preteklih vezah, ker je v stiski, ker ne vem zaradi česa že, ga je treba razumeti. In ga razumemo. Pa ne gre to za moškega ali pa žensko, sploh ni nobene razlike. In ja, jaz se bom malo bolj potrudila, da bom pozdravila te njegove rane, da ne bom pritiskala na te njegove rane ali pa njene rane. Ja, bom bolj ustrežljiva, bom bolj pridna, bom bolj tiha, bom več naredila. In začnemo to delati. In še zmeraj ni v redu. Še zmeraj ni v redu. Zato, ker smo mi preveč ali premalo po njenih ali njegovih besedah, razmišljanju, prepričanjih. Si premalo lepa, pridna, ustrežljiva, sposobna, pametna, suha, karkoli že. In si preveč zoprna, smotana, debela, preveč govoriš, preveč sitnariš, preveč zahtevaš, si preveč lena, pa imate kompletno pospravljeno stanovanje, pa imate v službi vse narejeno, pa naredite več od ostalih, ampak naredite še vedno premalo. In to je to odstopanje od normale, da nikoli ni v redu. Ne boste dobili pohvale, ne boste dobili, wow, tole smo pa res super naredili. Ne, tole sem jaz super naredil,
Vsi ostali ste pa itak premalo delali. Mi normale ne moramo izmeriti. Mi vemo, koliko je 1 meter, koliko je 1 liter, koliko je 1 kilogram. Normale mi ne moramo izmeriti. In normalo mi določamo v svojem notranjem svetu. Potem tukaj trčita 2 normali, v narekovaju. Naša normala pa normala narcisa. Kdo ima prav? In zdaj pa poglejmo, kako narcis ravna. Narcis, on ali ona, bo povedal, da nismo v redu, da smo krivi, da se nismo potrudili, da smo preveč leni, da ne razumemo, da smo ne vem kaj. Se pravi, tukaj gre za 100% neustreznost. Ampak a smo ljudje, povprečna oseba, povprečen človek, a je res tako 100% neustrezen? Ja, ne, ni. Imamo dobre strani in imamo slabe strani. Imamo dobre dneve in imamo malo slabše dneve in to je normalno. Ampak vsi ti, vse to ni v nekem blaznem odstopanju, tako kot je pri narcisu. Narcisov svet je črno-bel. Ampak žalostno je, oziroma neustrezno je, če je tudi naš svet črno-bel. In kdaj postane naš svet črno-bel? Takrat, ko mi začnemo verjeti narcisu. In če smo mi zrasli v toksični družini, ob toksičnih osebah, ki so nam povedali: bodi tiho, bodi pridna, potrudi se, mami je žalostna zaradi tebe, oči ni ponosen nate. Če smo bili obremenjeni s krivdo, s tem, da moramo skrbeti za razpoloženje svojih staršev, s tem, da smo mi odgovorni, ali so naši starši srečni ali ne, s tem mi odrastemo in to postane naš normalen svet in logično je, da na ta način delujemo naprej. In potem srečamo partnerja, partnerko, sodelavko, sodelavca, prijateljico, prijatelja, znanca, kogarkoli že, nekdo nas pokliče po telefonu in nam nekaj prodaja. In bo manipulativno pritiskal na nas in bomo rekli ja in bomo nekaj kupili in bomo verjeli, zato ker smo tega navajeni od otroštva. In potem srečamo osebo, ki pravi: pa daj se upri, daj postavi meje. Postavi meje. In ljudje mislijo, da meje postavljamo tako, da drugi osebi povemo: to dovolim, tega ne dovolim, zato ker si ti tak in tak, ali si ti takšna in drugačna. Ampak tako se ne postavlja meja, to je točno to, kar ta oseba hoče. To je točno to, kar ta oseba rabi. Zaradi tega, ker je dobila spet en vzrok, da lahko nam pove, koliko smo mi zanič, koliko smo mi neustrezni, koliko smo se mi spremenili na slabo, koliko niso zadovoljni z nami, skratka vse najslabše. Da ne omenjam vseh zmerljivk, ki lahko sodijo zraven. In meje se ne postavlja zunaj. Meje se najprej postavlja znotraj sebe. A veste zakaj? A veste, kako to izgleda? Zaradi tega, ker ko se mi upremo toksični osebi, mi hočemo nekaj doseči. Drugače se ne bi uprli. In doseči hočemo to, da druga oseba, se pravi, da oseba s toksičnim, z narcističnim ravnanjem uvidi, da imamo mi prav in da ni čisto tako, kot trdi. Sej ne zahtevamo prav 100%, ampak en tisti stavek: ja, sem se zmotil, ja, sem se zlagal, ja,
sem naredil narobe. Ja, imaš prav. In tega ne bomo slišali. Ne boste slišali. Ne boste slišali, pa če kričite nanj, če ste tiho, če hodite po prstih, če naredite vse in še več, 100% pravilno, ustrezno, najboljše, če imate popolno postavo, če ste, skratka, če ste super ženska ali super moški. Ne boste slišali. In meje mi ne postavljamo zato, da bo druga oseba tiho. Meje mi postavljamo zato, da bo druga oseba z nami drugače ravnala in ne bo. Ne bo, štos je v tem, da ne bo. Mi smo lahko tiho in smo pridni in čakamo in zdaj se že ponavljam. In tudi takrat ne bo v redu. Ko pa mi meje postavimo znotraj sebe, kaj to pomeni? To pomeni, da to, kar ta oseba govori, ne spremeni našega notranjega sveta, ne spremeni našega zemljevida življenja. Ker narcis, toksična oseba, spremeni. In če smo mi zrasli in če imamo mi že delno neustrezen zemljevid, bo ta zemljevid drugačen, če mi živimo z osebo, ki ni toksična, se pravi, ki nas podpira, ki nas razume, ki ji zaupamo, ki nas posluša, ki nas sliši, ki nas objame in ki z nami čustveno ne manipulira, se ta zemljevid oblikuje drugače v odrasli dobi, kakor zemljevid osebe, ki živi z narcisom ali s toksično osebo. Zato, ker te stvari, neustrezne stvari iz otroštva, narcis povzroči, narcisično vedenje povzročijo, da se še bolj okrepijo, da se še povečajo, da jim še bolj verjamemo, da nismo ustrezni, da nismo dobri, da smo krivi, da smo slabi in predvsem nam cepi veliko strahu. Odraščanje v toksičnem okolju ne prinaša varnosti, otrok ne more zgraditi občutja varnosti. In je skozi prestrašen in ko odrasla oseba nadaljuje svoje življenje z narcisom ali z drugo toksično osebo, se ta strah samo še povečuje. In če se jaz vrnem, kako se meje postavljajo znotraj sebe, tako, da mi se usmerimo vase, se nehamo truditi, da bo druga oseba poskrbela za nas, da bo druga oseba rekla, dovolj dobra si, dovolj dobro si naredila. Tole je odlično, nič hudega, če nisi naredila danes, bom naredil jaz, ali pa bom naredila jaz, ali pa bova naredila skupaj, ali pa boš naredila jutri, ali pa ja, ne gori voda. Ne gori voda. Pri narcističnih vsebinah, pri osebah z narcističnimi vsebinami vedno gori voda. V normalnem svetu voda ne gori. Ustrezni ste, več kot dovolj dobri ste in niste krivi. Ampak tudi, če vam jaz to povem in tudi, če vam to po nekem čudežu, ki se v tej smeri ne zgodi, pove narcistična oseba, tega ne boste verjeli, ne boste čutili, zaradi tega, ker to lahko predelamo samo sami. In tukaj nastopim jaz, tukaj nastopijo terapevti, da z pogovorom, z vajami, s opolnomočenjem spoznate, predelate, zacelite rane, spoznate svoja prepričanja, ki niso ustrezna, zato ker se niso mogle ustrezno zgraditi v preteklosti in da to spremenite. In šele takrat
ko oseba, ko bom jaz začutila, ja, ni mi treba biti popolna, ampak sem dovolj dobra. Ampak ti nimaš nobene pravice z mano na ta način govoriti. Ti nimaš nobene pravice tega meni govoriti. In takrat jaz tega ne bom vzela zase, zares. In se ne bom več trudila, da bi ti dokazala, da se motiš. Jaz ne morem pomagati, če ti tako razmišljaš. Ampak ne dovolim pa, da boš ti tako z mano govoril ali pa govorila. Tukaj noter jaz tega ne dovolim. In to je postavljanje meja. In takrat mi ne odstopamo od normale. In ko smo v stiku z narcisom, smo previdni in nas vedno znova preseneti, šokira njegovo vedenje, njegove besede, njegova sporočila. Ampak to ni naše. Ej, čak mal. Pa to ni normalno. To ni normalno. Ja, in ko mi rečemo, to ni normalno, takrat smo zmagali. Zmagali smo v sebi, ker ni spremenil našega notranjega zemljevida, našega pogleda na svet. To, da se dva prepirata, da dva kričita drug na drugega, da se žalita, da se ponižujeta, to ni normalno. Ni. To ne pomeni, da se moramo. Ne strinjamo se vsi, ne more vsak z vsakim živeti. Ampak gre za to, da lahko povem, jaz vidim to tako in tako, jaz vidim pa čisto drugače, bo rekla druga oseba. V redu, se ne strinjava in zdaj kaj čva narediti? Nekako ali morava prijeti skupaj, ali bova živela drug mimo drugega, ali bova se lotila vsak te stvari po svoje, ali bom jaz to naredila, pa ti ne boš naredil, okej. Zato, ker v prepiru mi ne rešimo ničesar. V prepiru mi samo ranimo, mi samo ponižamo. V prepiru deluje naš ego in nič drugega. Nobena zdrava pamet, nobena kmečka pamet, nobena logika. Nič. Samo ego. Hočem zmagati. Da ne rečem še kaj naprej. Do kam smo zdaj prišli? Čist na kratko, če ponovim. Ne pričakujte od drugih ljudi, da vas bodo pohvalili, da vam bodo povedali, da ste dovolj dobri, da imate prav, da ste ustrezni in da niste krivi. To morate vedeti vi pri sebi. In kaj naredi narcis? Narcis samo zbudi to, kar je v nas. 1000-krat sem že povedala, malo pretiravam, rečemo 10-krat. Če nek seksističen vic sliši istočasno 10 žensk od osebe, se pravi istočasno, na istem prostoru, ta oseba bo povedala za vse enakimi besedami, enakim tonom, enako barvo glasu, popolnoma enako bo vseh teh 10 žensk čutilo drugače. Eni bo smešno, druga bo užaljena, tretja mu bo eno pripeljala, čeprav ni v redu, četrta bo odkorakala stran, peta bo užaljena, šesta se bo začela dreti, sedma. Se pravi, neka informacija bo v nas vzbudila nekaj, bo pritisnila na tisto, kar je v nas. In če v drugi osebi tega ni, ne more pritisniti na to, bo šlo mimo. Bo pa pritisnila lahko na kaj drugega. In torej, ko ste vi z narcisom, ko ste vi z narcistično osebo, nehajte se truditi, da ji boste ugodili, ker ji ne boste ugodili, ker noče, da ji ugodi, ker rabi, da bruha ven, da se sprazni, da ima dramo, da
To je njen svet, ona uživa v tem, ta glavna je, močna je, sposobna je, poglej, kaj zmorem, koliko sem jo. To je svet narcisov, jaz sem najboljši, jaz sem najboljša, jaz imam prav. In zato se vi posvetite sebi. Zakaj jaz sebi ne morem povedati, da sem dovolj dobra? Zakaj jaz ne začutim, da mi ni treba biti popolna? Zakaj jaz ne morem uživati v majhnih uspehih? Zakaj se jaz sama sebe kritiziram, ko me že itak kritizirajo drugi? Zakaj je mene strah? Zakaj jaz tega ne predelam? Zakaj jaz nisem sebi tako pomembna, kot želim biti pomembna neki drugi osebi? O tem sem jaz pisala v knjigi Čarobni odnos, v knjigi Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz. Delno lahko najdete tudi v knjigi 8 moških, zakaj pa ne. Še več najdete na mojih video vsebinah ali pa na moji spletni strani. Dajte se posvetiti sebi. Glejte, avto peljemo redno k mehaniku. Pa peljte svojo glavo kdaj k mehaniku, da vam bo lažje, In boste videli, kako lažje bo. Ne gre v eni uri, ne gre v enem tednu. Gre pa v parih mesecih, pa gre. Naredite to zase, ker ste pomembni, ker ste vredni. Imejte se radi, to pomeni, da se imate radi. Naročite se na moj YouTube kanal, vesela bom, če boste delili ta video in kmalu se spet vidimo, slišimo in imejte se radi. Srečno, čau, čau.